Lep pozdrav vsem skupaj. V Slovenski demokratski mladini smo se odločili, da skličemo novinarsko konferenco, na kateri želimo opozoriti na negativne posledice, ki jih bodo imeli napovedani ukrepi vlade Alenke Bratušek na slovensko gospodarstvo ter na naše državljanke in državljane, med katerimi bomo svoj delež prispevali tudi mladi. Sam bi želel opozoriti na skrajno nedržavotvorno dejanje vladne koalicije, ko je ta pretekli teden s svojim glasovalnim aparatom v državnem zboru onemogočila glasovanje o vpisu zlatega fiskalnega pravila v ustavo in le-tega poslala nazaj na Ustavno komisijo državnega zbora. S tem smo izpadli zelo neresno v očeh mednarodnih finančnih inštitucij, ki nam posojajo denar, in pa v očeh Evropske unije, ki bujno nadzira naše ukrepe. Zdaj, nič nam ne pomaga, če predsednica vlade na CNN-u mednarodni javnosti razlaga, kako lahko svoje težave rešimo sami, da ne potrebujemo tuje pomoči, temveč le čas. Po drugi strani pa njena koalicija, povsem kontradiktorno njenim besedam, v parlamentu onemogoči glasovanje o vpisu zlatega fiskalnega pravila v ustavo. Zdaj, mogoče pa ima predsednica vlade prav in res potrebujemo samo čas. Čas, ki nas še loči do prihoda trojke v našo državo. V Slovenski demokratski mladini se zavedamo, da z neupisom zlatega fiskalnega pravila škodujemo svojim javnim financam in da bi se morala vsaka odgovorna in državotvorna javnofinančna politika zavedati, da je vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo nujen. Slovenska demokratska stranka se je že v času, ko je bila v vladi, zavzemala za to, da zlato finančno pravilo vpišemo v ustavo. Skušali smo skleniti tudi kompromis z opozicijo, vendar ta ni bila pripravljena na sodelovanje. Danes je Slovenska demokratska stranka tista, ki je v opoziciji in ni spremenila svojih stališč. Še vedno trdo stojimo za načelom, da je potrebno zlato fiskalno pravilo vpisati v slovensko ustavo. V Slovenski demokratski mladini, podmladku Slovenske demokratske stranke, vidimo zlato fiskalno pravilo kot branik suverenih javnih financ in pa, kar je trenutno še tudi najbolj pomembno, eno od možnosti, da še naprej ostanemo suvereni in svoje ukrepe sami predlagamo in jih tudi izvajamo, brez da nam jih izvaja kdo drug. Zato so toliko bolj nerazumljivi argumenti Socialnih demokratov in Pozitivne Slovenije proti vpisu zlatega fiskalnega pravila v ustavo z letnico 2015. Predsednica vlade je dejala, da bi to pomenilo, da moramo socialne transferje ali pa pokojnine znižati tudi do 30%. Jaz se z njenimi besedami ne bi moral bolj ne strinjati. Ravno obratno se bo zgodilo. Če ne vpišemo zlatega fiskalnega pravila v ustavo, se nam lahko zgodi to, kar se je zgodilo že mnogim državam v Evropi, ki so tudi v krizi. Ker niso same uravnotežile svojih javnih financ, so zašle v spiralo zadolževanja, ko si niso več izposojali denarja, so zaprosile za mednarodno finančno pomoč. Denar so dobili, vendar v zameno za zelo ostre ukrepe, ki so jih morali narediti v javne finance. Ti ukrepi so bili bolj boleči, kot če bi sami preden so zaprosili za pomoč, potem jim sploh ne bi bilo treba, uredili te javne finance. In podobno je tudi v naši državi. Zdaj predsednica vlade pravi, da do leta 2015 je nemogoče uravnotežiti javne finance in da bi bilo potrebno vpisati letnico 2017. Ob tem naj samo opozorim na dejstvo, da je vlada Janeza Janše v manj kot letu dni proračunski primanjkljaj iz 2,3 milijarde znižala na milijardo. To se pravi, v slabem letu dni je Janševa vlada znižala proračunski primanjkljaj za 1,3 milijarde evrov. Zatorej naj predsednica vlade ne govori, da se tega ne da, ampak najraje prizna, da sta ona in njena vlada za kaj takega nesposobni in da tega ne znata narediti. Vlada Janeza Janše je javne finance uravnotežila predvsem v okviru zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je bil veliko bolj socialen, kot je ukrep, ki ga predlaga zdajšnja vlada. Kljub temu, da je takratna opozicija, ki je zdaj glavna v vladi, govorila, da gre za brutalen način varčevanja.
pa vendar je bilo daleč od tega. Kar ta vlada predlaga, je dvig DDV-ja, ki bo enako prizadel vse, tako najrevnejše kot najbogatejše. Zdaj, poleg tega se za povrh vsega vlada še dobesedno norčuje iz socialno najšibkejših. Predsednik druge največje parlamentarne stranke oziroma največje vladne stranke je dejal, da DDV prizadane tiste, ki najbolj trošijo, kar pa socialno najšibkejši niso. Dr. Igor Lukšič torej revnim sporoča: vi tako ali tako nimate denarja, niste do zdaj trošili, ne boste tudi zdaj trošili, tako da bodite lepo tiho, ker vas dvig DDV-ja nič ne prizadane. In tako socialno politiko vodi stranka, ki se ima za socialno najbolj čutečo. Zdaj, predvidevam, da je lahko voditi tako socialno politiko, če imaš sam plačo univerzitetnega profesorja, tvoja žena pa ima zasebno kliniko. In s tako zgrešeno ekonomsko politiko, kot jo vodi zdajšnja vladajoča koalicija, ko dviguje DDV, da bi vzela tistim, ki najbolj trošijo, s tem bo revne naredila še bolj revne, kot so. Veliko je bilo tudi govora takrat, kako je vlada Janeza Janše s svojim ZUJF-om prizadela upokojence. V okviru ZUJF-a ni bilo nikomur od upokojencev, ki imajo pokojnino nižjo od 622 evrov, vzeti niti cent. V SDM se zavzemamo za to, da dobivajo dostojne pokojnine tisti, ki so redno in pošteno vplačevali svoje prispevke. Žal nam je, pa kljub temu spoštujemo mnenje Ustavnega sodišča, da je ugodilo pritožbi, ko je Janševa vlada v okviru ZUJF-a znižala tiste visoke pokojnine, ki niso temeljile na vplačanih prispevkih. In če pogledamo, zakaj se mi danes sploh zadolžujemo, tudi za te pokojnine. Tukaj sem spadajo borčovske pokojnine, številne od njih so neupravičene. Sem spadajo visoke izredne pokojnine. Sem spadajo tudi pokojnine, ki jih plačujemo bivšim jugoslovanskim oficirjem, ko so leta 1991 napadli našo državo. Mladi se zavedamo, da bomo v prihodnosti mi tisti, ki bomo odplačevali te kredite in še visoke obresti, ki pašejo zraven. Pa vendar bi želeli, da če se država že zadolžuje, da imamo od tega kaj mladi, šolstvo, znanost, da se to vlaga v gospodarstvo, da je viden razvoj. Zadolžujemo pa se zato, da še naprej lahko financiramo te privilegirane pokojnine, da lahko še naprej financiramo preobsežen in v dokajšnji meri neučinkovit javni sektor in da lahko še naprej dokapitaliziramo državne banke, iz katerih so denar izropali posamezniki blizu določenim političnim opcijam in ki želijo še naprej imeti samopostrežbo v državnih bankah. Ravno zato si v Slovenski demokratski mladini želimo, da se zlato fiskalno pravilo vpiše v ustavo in to z letom 2015, da bo leta 2015 uravnotežen proračun. Vsako odlašanje vpisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo nas bo le še dražje stalo.